Dober večer, drage gledalke in cenjeni gledalci, in prav lepo pozdravljeni v prvih urah leta 2019. Še vedno smo v prazničnem času in potem, ko smo v minulem tednu gostili samega samcatega Božička, je danes z nami še zadnji izmed treh dobrih mož, ki je v celem decembru skupaj še z Božičkom in z Miklavžem hodil naokrog in razveseljeval predvsem najmlajše. Danes je v naši družbi gospod Dedek Mraz. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kako se kaj počutite? Je za vami naporna noč? Kar naporna. Mislim, da je bila silvestrska noč tista, ki je bila najbolj naporna, kajti zjutraj so vsi pričakovali darila pod novoletnimi jelkami in tudi tisti, ki so bili najbolj nestrpni, so že prijeli prej. Tistim ta bolj pohlevnim, bi rekel, se mora pa razliti pa na zadnjo noč. Se pravi, prav silvestrovanje, kakršnega ostali poznamo v smislu zabave, čakanja polnoči v družbi najbližjih in najdražjih, pri vas ne poznate, ker ste seveda polno zaposleni z delom. Seveda imam svojo družbo, tudi svoje najbližje, to so moje Snežinke in babica Zima, ki me običajno spremljajo, vendar ni pa priložnosti za kakšno veseljačenje, za kakšen ples, še najmanj pa za kakšen kozarček, ker vse to se pozna že pri letih in tudi kondicija ne več tista, kot je bila včasih. Kako vam Snežinke in babica Zima pomagajo pri vašem delu? Kako so vpete v vaš raznos daril? Babico Zimo običajno pošljem naprej, tako da naredi kakšno urico pravljic, da otroke pripravi na to pravljično vzdušje. Potem pa, ko se dogovorimo, da jih pridemo obiskat, lahko rečem, da običajno največ sodelujem z Zvezo prijateljev mladine. Ti me povabijo, njihovi prostovoljci pripravijo prireditev in ko se dogovorimo za datum, ko vse to uskladimo, potem pridem s svojimi Snežinkami in običajno Snežinke so bolj sproščene, če je tudi zunaj zasneženo, ker potem so med svojimi, če ne pa seveda tudi one zaplešajo in na ta način poskušajo spodbuditi prave Snežinke, da tudi pobelijo kakšen dol in breg, kot pravimo. Kako pa ste včasih prihajali, ko je bil še sneg, ko so bile zime bolj bogate snegom? Ste imeli verjetno kakšne sani, vprego? Je bilo težje priti med otroke? Da, spomnim se svojih, lahko rečem, kar začetkov, ko smo začeli s takšnimi obiskovanji. Takrat so bile zime resnično zime, do kolen, snega je bilo do kolen. In marsikdaj se je ponudil kakšen ustrežljiv kmet, ki je imel ali konjsko vprego in sani, ali pa konjsko vprego in pa zapravljivčka. Seveda takrat se moral spremstvo malce zmanjšati, zato da smo se lahko vsi peljali, ali smo se pa dogovorili, da je naredil tudi po 2 vožnji. Torej, bilo je kar zelo zanimivo, predvsem pa tudi zaradi tega nekako napeto, ker smo bili zaradi prevoznih sredstev kar vezani na to, da smo morali pravočasno začeti in pravočasno zaključiti obdaritev. Vi pa seveda morate tudi pravočasno kreniti iz daljne Rusije, da pridete tudi v Krško, v Sevnico, povsod, kamor vas pravzaprav povabijo. Tako, nekako mi trije dobri možje, s Miklavžem in pa z Božičkom se razumemo in si nismo nič nevoščivi, če kdo nastopi kakšen dan pred drugim. Seveda z Božičkom ljudnostno počakava, da Miklavž opravi svoje, potem se pa kar dogovoriva, da glede na to, da je toliko malo časa in toliko otrok za obdariti, da lahko začneva že kar nekje tam po 15. decembru, nekje v drugi polovici decembra z obdaritvami, s prireditvami, na katere seveda se tudi zgodi, da pride oba skupaj. Kako pa se vam zdi vzdušje oziroma same temperature tukaj pri nas v Sloveniji, v okolici Krškega? Vi ste navajeni na ruski zimski mraz, tudi vaš debel plašč verjetno vam je pri tem zelo v pomoč, da vas ne zebe. Se vam zdi tukaj pretoplo? Lahko rečem, da je resnično pretoplo. To čutim tudi zaradi svoje zelo košate brade in svojih košatih las. K sreči mi še ne izpadajo, kajti v Rusiji mi pride to zelo, zelo prav, kajti daje mi poleg podobe tudi toploto. Kdo pa skrbi, da imate tako lepo negovan vaš sprednji del obraza? Kar sami? Moram biti iskren, da babica Zima je tista, ki skozi celo leto skrbi, da je vse to pripravljeno in da takrat, ko moram nastopiti obiskovanja, le lahko samo vzamem in odidem. Da ste pripravljeni? Da.
Zanima me še to, preden pridete med otroke, morate pregledati celo goro pisem, prebrati vse želje, ki so zelo raznolike, zelo različne, nekateri si želijo celo neuresničljive stvari. Kaj si otroci v današnjem času največkrat zaželijo, da bi dobri možje prinesli? Ja, zelo različno. Lahko rečem, da v bistvu kot Dedku Mrazu mi je najlažje izpolniti materialne želje, ko si zaželijo karkoli, kar lahko, ne vem, tudi sam kupim in prinesem in jih obdarim s tistim, to je nekaj najlažjega. Vendar lahko rečem tudi, da te materialne dobrine, ki se jih zaželijo ti otroci, so kratkega pomena. Usrečijo jih za nekaj časa, ker potem, ko že nekaj imajo, si želijo zopet nekaj drugega, pa zopet nekaj drugega in to se nikoli ne konča. Bolj me razveselijo tista pisma, ki pa na nek način kažejo na to, da otroci potrebujejo tisto, kar vsi govorimo, da smo le ljudje, socialna bitja, da rabimo družbo, da rabimo prijatelje, da rabimo toplo besedo. No in marsikdaj dobim tudi takšno pismo, ki ravno kaže na to, da otroci ne potrebujejo drugega kot samo sočutje mogoče, kakšno uro igranja z njimi, kakšno spodbudno besedo, nežen dotik. No in to se tudi da uresničiti na ta način, ko dejansko prinašam darila. Otrokom namenim na koncu tudi nekaj časa, da se stisnejo k meni, da se z menoj fotografirajo, kajti tudi fotografije ostanejo lep spomin. Pa vam kdaj kakšno vragolijo všpičijo, ko ste tako v družbi razposajenih otrok, vaša brada in košati lasje kar vabijo, da bi nekako poskusil, kako je to mehko, kako je to razmršeno, kakšen otrok kdaj v tisti svoji razigranosti tudi pocuka in vas malce tako podraži. Moram reči, da v preteklosti je bilo tega manj. Otroci se mi zdi, da so bili malce bolj vzgojeni. Seveda to takšna beseda mogoče tudi ni ravno v tem trenutku primerna, ampak lahko pa rečem, da dejansko je bilo tako. So kar z nekim strahospoštovanjem pristopili do mene, medtem ko danes si pa že poskušajo vse prisvojiti. Ko že pridem, bi me že vsi za plašč, za brado cukali. Se zgodi, da tudi kdo s nami mojo zelo toplo kučmo, polhovko, tako da tudi to se dogaja, seveda. Ampak mislim, da lahko v sodelovanju starši zelo hitro zadevo uredimo, da jih postavimo na njihovo mesto, da le pokažejo tudi nek drugačen odnos do starejšega gospoda. Se vam kdaj zgodi, da kakšen od mlajših, ki še ne razume toliko pomena obiska dobrih treh mož, da pa v vaši bližini zajoka, se mogoče ustraši vaše košate brade in las, ali celo samo vaše pojave, ker ste le vendarle nenavadni, ni vsakodnevni pojav, da človek vidi Miklavža ali Dedka Mraza ali Božička. In sploh tisti mlajši, ki še ne razumejo, kakšno je vaše poslanstvo, velikokrat planejo v solze. Da, seveda se zgodi. Čeprav lahko rečem, da tudi Miklavž mi je večkrat povedal, da tudi pri njemu je tako. Seveda pri njemu je to normalno, kajti spremljajo ga parklji in tisti so resnično strašljive podobe, tako da ni čudno, da se otroci razjočijo, ko jih pogledajo. Predvsem so pa nekateri prestrašeni tudi zaradi kazni, katere se bojijo in upajo, da je ne bodo deležni. Božiček je kar lahko rečemo, kar postal vse splošen lik, ki ga srečujemo vse posod, tako da so otroci že kar dokaj dobro navajeni nanj, medtem ko Dedek Mraz. Je pa res, da se pojavim samo enkrat na leto v določenem kraju in je to tudi nek dodatni motiv, da otroci si želijo k meni, vendar vsa ta moja oprava, brada in tudi očala, ki zakrivajo dejansko celoten obraz, pri njih povzročajo strah. In ta strah seveda privede tudi do solzic. Pa kdaj tudi pred samim obdarovanjem otroci zapojejo kakšno pesem, vam so posvečene nekatere že ponarodele pesmi med otroci, sploh v vrtcu in v šolah jih nekateri poznajo in jih redno prepevajo. Vas kdaj razveselijo na ta način, preden jih obdarite, da vam tudi zapojejo, da vam namenijo pesmi? Zelo velikokrat. Lahko rečem, da ko prihajam v vrtčevske skupine, imamo nekako dogovor, da obiščem vse skupine, da jim prinesem darila, da se fotografiramo pri novoletni jelki in takrat seveda gospe vzgojiteljice običajno spodbudijo otroke, da mi zapojejo pesem, ki so se naučili in prav prijetno jih je poslušati.
Tudi vi radi slišite nekaj, kar je posvečeno samo vam. Seveda, včasih moramo biti tudi malo samovšečni in seveda komu pa ne bi godilo, če s takšnim žarom zapojejo pesem o tebi. Kakšen je v vaših očeh priden otrok, da mu je vredno dati darilo in da mu ga date za zadovoljstvom? Ja, pridnost, priden. Zdaj, težko bi konkretno opisal, ampak jaz običajno pravim, da priden otrok ni nujno vedno ubogljiv, da uboga čisto vse. Včasih se mora tudi malce mora priti na površje tudi njegova otroška narav. In v tem primeru se mi zdi, da priden otrok je tisti, ki sodeluje s starši, ki jih uboga, ki je do njih spoštljiv, ki sam že začuti, kaj je prav in kaj ne, in se seveda tudi nagiba k tistemu, kar je dobro in kar je pravilno. Tako da mislim, da tu nimam nekih posebnih težav, da bi lahko kogarkoli posebej izločil. Je pa seveda nekomu pa le potrebno tudi reči, pa pazi, da boš prihodnjič bolj priden. Imate kaj v opozorilo, podobno kot z Miklavžem pridejo parkeljni in delijo šibe, v smislu otroci, bodite pridni, sicer bo šiba pela. Imate tudi vi kaj v svoji vreči ali med svojimi darili takega, s čimer bi otroci nekako imeli tudi v zavesti, da je potrebno to pridnost ohranjati vsakodnevno, ne le tisti mesec pred vašim prihodom? Mislim, da nekih posebnih strašljivih stvari nimam. Običajno pridem s palico, ki mi bolj služi za oporo zaradi starosti, tako da bolj delujem z tega vidika vzgojnega prepričevanja z dobro besedo, mogoče tudi s kakšnim zgledom. Ko pripravljamo prireditve za obdaritev otrok, običajno to poskrbijo vzgojiteljice, da je kakšna prireditev, kakšna priredba, kakšne pravljice. Lahko rečem, da smo na Senovem zdaj na zadnje imeli Muco Copatarico in v bistvu se kasneje konča le na takšen način, da je samo Muca tista, ki se pospravlja, da tudi otroci začutijo, da če želijo, da jih bo Dedek Mraz obiskal, da mora biti tudi oni pridni in potem to pospravi. In dejansko so zgled tistim, ki so pa v dvorani in spremljajo to prireditev. Tako da običajno poskušamo najti takšen način, da skozi zgled pokažemo, kaj bi bilo dobro in pravilno. Marsikdo med starši v mesecu, preden obiščete dobri možje otroke, nekako kar malce zagrozijo otrokom. Če ne boš priden, če ne boš ubogal, ne bo prišel Miklavž, ne bo prišel Božiček, ne bo prišel Dedek Mraz, ne bo daril. Ste vi kdaj dejansko že te grožnje staršem pomagali uresničiti in da otrok, ki se res niso izkazali za najbolj pridne, da so bili mogoče res premalo ubogljivi, da jih niste obdarili in je potem bilo seveda tisto neizogibno razočaranje prisotno? Mislim, da je to nujno, ker če starši ugotovijo, da otrok le ni bil priden, če mu vse skozi obljublja nekaj, če boš priden, boš dobil, če otrok potem, če ni priden, vseeno dobi, se to izenači. Vse je vseeno, če sem priden ali če nisem priden, vseeno mi bodo dali, torej zakaj bi se pa jaz zdaj obremenjeval s tem. In seveda takrat je potrebno prisluhniti staršem pa reči, no, če pa le ni bil tako priden, potem pa tudi ni nujno, da si zasluži darilo. Glede na to, da je tako veliko otrok širom sveta, tudi širom Slovenije in širom posavskih občin, kako si razporedite čas, da vsa pisma preberete, da vsem željam ugodite, da vsaj en del tistega, kar si otroci zaželijo, dejansko tudi prinesete potem ali pod smrečico ali pustite kje pri postelji? To je kar verjetno veliko dela v ozadju s tem. No, ogromno dela, predvsem zaradi tega, ker resnično ta količina pisem je neverjetno velika. Seveda, glede na leta, glede na čas, ki ga imam, bi bilo to zelo težko prebrati čisto vsako pismo. Zato imam tudi jaz seveda pomočnike. Lahko rečem, da so že prvi pomočniki starši. Starši že prvi nekako poskušajo izbrati tisto, kar ne bi bilo otroku primerno, kar ne bi resnično si otrok srčno želel, kot pravimo. Potem povprašam pomočnice vzgojiteljice, kakšno je ozračje v skupini, kako se razumejo, kaj bi bilo še boljše, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi bilo boljše, ali jim lahko pomagam s kakšnimi primernimi darili v tem pogledu. Seveda pa je pa veliko tudi
v tem, da le moram pogledati, ko enkrat razvrstimo, kaj naj bi nabavili, kje tudi potem to nabavi. Tako da moram reči, da imamo kar dokaj veliko skupino donatorjev in sponzorjev, drugače tudi ne bi šlo. Da vam pomagajo, da ni vse na vaših plečih. Drži. Se potrudite, glede na to, da se v današnjem času precej poudarja, da so tako kulinarične dobrote, ki jih otroci ne le v času praznikov, pač pa tudi vsakodnevno uživajo, da so lokalnega izvora. Tudi vi nekako poskrbite za to, da igrače ali vse, kar si otroci zaželijo, nekako pridobite ali kupite pri naših domačih proizvajalcih. Mislim, da to mora postati cilj vseh. Tako nas treh dobrih mož, kakor tudi ostalih, ki skozi celo leto nabavljajo. Kajti, če realno pogledamo, imamo v našem Posavju zelo dobre razmere za pridelavo zdrave, kvalitetne hrane. Seveda moramo razmišljati tudi o starejših. Tudi starejši lahko zadovoljujejo svoje potrebe in okuse pri različnih dobaviteljih, ki jih imamo. Tako da to se da in seveda najprej poskušamo poiskati v domačih krogih tisto, kar je primerno, pa moram tudi reči, da včasih moramo le pogledati tudi cenovno ugodno. Ko tako pogledava celo vaše obdobje, odkar obiskujete otroke in jih obdarujete, je le nekaj let za vami, nekaj desetletij lahko celo rečeva, pa morda lahko narediva tudi primerjavo, kaj se je včasih otrokom prineslo za dedka Mraza, kako jih je obdaril, kako pa se je to skozi čas spremenilo. Ja, so razlike, seveda, so. Vse je bilo odvisno tudi, lahko rečemo, od določenega obdobja gospodarske rasti. Takrat so se sponzorji malce bolj izkazali, takrat smo lahko kupili kaj več. So bile pa tudi leta, ko smo, lahko rečemo, samo nekako prešli to krizo, da smo le nekaj se pojavili, nekaj dali in da potem seveda poskušali vseeno zadovoljiti interes otrok. Lahko rečem, da kar me veseli je to, da tudi otroci sami že začnejo kar pozitivno razmišljati v tem smislu, da si ne želijo več tistih poceni plastičnih igrač, ki so včasih bile tudi zdravju škodljive. Seveda smo to zvedeli šele kasneje, ne. Danes pa gledamo predvsem na to, da so otroci, da imajo nekaj, kar jih bo tudi, lahko rečemo, notranje bogatilo, s kakšno kvalitetno slikanico, barvanko, kakšen knjige tudi verjetno. Seveda to so knjige, ja. Pa tudi kakšne sestavljanke, da razvijajo ročne spretnosti in lahko tudi rečemo, s tem, ko razvijajo ročne spretnosti, se krepijo tudi neko voljo do dela, nek občutek, da morajo nekaj narediti in pa predvsem to, da stremijo nekemu cilju. Če ima sestavljanko pred sabo, seveda mu je cilj, da to sestavi in to bo dosegel s trajnostjo, potrpežljivostjo, predvsem pa tudi z različnimi ročnimi spretnostmi. No, glede na to, da dobivate veliko pisem v času pred decembrom ali pa celo decembra, se kdaj zgodi, da vam kakšen otrok, ker se je posebej zelo razveselil darila, katerega ste mu namenili, da vam pa napiše zahvalno pismo? Veliko je tega. Veliko? Veliko je zahvalnih pisem. Veliko je pa predvsem, ker so to otroci, ki so še ne šoloobvezni, ki ne znajo pisati, se znajdejo na ta način, da veliko narišejo. In tudi skozi tisto risbo vidimo, spoznamo, kakšen namen je imel, kaj je bil njegov namen, torej da se zahvali za darilo. Pa ponavadi še dodajo, še prihodnje leto mi prinesi, pa še tako. Torej istočasno je zahvala in namig. Glede na to, da dobite toliko različnih risbic in pisem, jih potem, ko je sezone konec v narekovajih, oziroma ko december mine in je glavnina vašega dela že opravljenega, kam posebej skladiščite ali to zavržete, na kakšen način to potem, kam roma? Takole, seveda vsa ta dela, ki jih ustvarjajo otroci, niso enako kvalitetna, ampak jaz to ocenjujem bolj njihov trud. Iz izdelka se zelo hitro vidi, koliko se je otrok potrudil. Če je to nekaj samo zato, ker mu je mamica rekla, no pa dedko Mrazu nekaj nariši, pa nekaj na hitro, nekaj na čečka bi rekel, ne. Potem je to bolj z drugačnim občutkom jemneš takšno sličico, kot pa od nekoga, ki se resnično potrudil in seveda tisto damo pa posebej.
Zelo zanimivo bi bilo mogoče kdaj pripraviti resnično neko razstavo vseh teh likovnih del otrok, ki so vezani na točno določen trenutek. Torej, doživljanje novega leta, pričakovanja in podobno. Pa govoriva toliko o otrocih, ampak vseeno tudi odrasli imamo želje. V vaš poštni nabiralnik pride tudi kakšno pismo, ki ga napiše odrasla roka? Velikokrat se zgodi. Kakšne so te želje, ki jih odrasli izražamo? Ja, če sem prej rekel, da otroci bolj stremijo k nekim materialnim dobrinam, se pa pri odraslih to spremeni. Nažalost, velikokrat pride do tega, da me prosijo za uresničitev želji, pri katerih pa tudi sam ne morem veliko vplivati. Zelo hudo je, ko recimo dobiš pismo, dragi dedek Mraz, prinesi mi zdravje, prinesi mi neko prijateljstvo z nekom. Tu smo tudi dedki Mrazi, brez moči, lahko pa seveda poskušamo vplivati na to, dobro, zdravje je tu zelo težko, ampak za kakšno prijateljstvo, za kakšne stike, povezave, predvsem starejši ljudje, ki so osamljeni, si resnično želijo tega. Lahko rečem, da pred leti, še tista dobra desetletja nazaj, smo poskrbeli tudi, da ali preko Zveze prijateljev mladine ali preko kot podmladek Rdečega križa so mlajši obiskovali starejše. Čeprav to ni bilo novoletno darilo, pa lahko rečemo, da je kar peljalo k temu, da so potem tudi ob novem letu ti isti obiskovali te starejše, osamljene in popestrili kakšno urico njihovega življenja. Kajti marsikdaj se je zgodilo, da nekdo potrebuje le tolažilno besedo, pogovor in potem seveda z drugimi očmi zopet gleda na svet. Vsi na vas naslavljajo želje. Imate tudi vi kakšno željo, ki bi jo želeli, da se vam uresniči, morda s pomočjo vaših kolegov Božička ali pa Miklavža, ali pa preprosto neke nevidne sile, ki bi ustregla tudi tistemu, česar vi želite? Težko bi zdaj izrazil neko tako posebno željo. Jaz samo upam, torej lahko bi rekel, da je upanje ali tudi želja, no, da se bomo mi trije še vedno lahko pojavljali, da bo situacija še vedno takšna, da bomo zaželjeni, kajti to bo pomenilo tudi to, da v tistem trenutku, ko nas nekdo pričakuje, živi v nekem pričakovanju, v nekem upanju, da se bo nekaj naredilo, in to se mi zdi, da bi bila moja največja želja, da obstanemo, da se mogoče tudi včasih povežemo na drugačen način, da sodelujemo pri tem, da vsi tisti, ki resnično nekaj potrebujejo, to tudi dobijo. In zato je strašanska škoda, da nekateri prepričujejo, sploh tiste malce že starejše otroke, da dobri možje v resnici ne obstajajo. Vi ste dokaz, Božiček, ki je bil prejšnji teden z nami tukaj v studiu, je dokaz. Miklavža letos nismo uspeli, je bil, ker je pač prvi najbolj na udaru, je imel največ dela, ampak gotovo se bo drugo leto odzval našemu vabilu, oziroma v tem koledarskem letu. Na ta način tudi nekateri vzamejo otrokom veselje, čisto neupravičeno, ne? Se popolnoma strinjam. Velikokrat se zgodi, ko obiščem najmlajše, da sem deležen večje pozornosti odraslih kot pa otrok. Tudi zaradi tega, ker se pri odraslih potem pojavi nek nostalgični trenutek, ko se spominja svojega otroštva, kako je bilo pa takrat. Velikokrat, ko se pogovarjamo tudi z odraslimi in z otroki, potem prideš do tega, da govoriš, kaj je bilo včasih otroku dovolj, da je bil zadovoljen. Pa da, če je dobil copate, tople nogavice, rokavice, šal, kapo, to je danes samo po sebi umnevno, da imajo skoraj vsi, ne? Medtem ko včasih je bilo to zelo, zelo zaželjena dobrota. Danes lahko prineseš en cel kup sladkarij, ki jih nakupiš, ampak še vedno to ne utehta tistega, ko so starši doma skupaj z otroki pripravljali različne dobrote in jih potem tudi ali na sveti večer ali za Silvestrov tudi zaužili. Tako da mislim, da tudi sami že čutijo to starejši, da so določeni trenutki prejšnjega časa še vedno nenadomestljivi in tudi se v spominih vračajo nazaj. In marsikdaj tudi starejši rečejo, no, dedek Mraz, naslednje leto se pa vidimo. No in vi kot gospod častitljivih let, ki ste že nekaj dali skozi, ki ste že veliko otrok razveselili in obdarili, lahko tako, kot sva sedaj darila primerjala, lahko primerjate tudi to veselje, ki so ga otroci nekdaj izražali in ki ga izražajo danes.
Marsikdo ima sedaj občutek, da otrok dobi pri babici eno darilo, pa pri drugi babici, pa pri starših, pa še kje. In marsikje je občutek, da otroci dejansko samo stojijo v vrsti in čakajo naslednje darilo, prosim. In se potem ta želja, to pričakovanje po nečem, kar si želi, se nekako res razbije. Moram reči, da ne želim metati vse v isti koš. Je kar veliko takih otrok, ki dejansko so materialisti, bi rekel, ker jim to nekaj pomeni, da ima čim več nečesa. Nažalost, takšni tudi niso pripravljeni kaj pretirano deliti tistih svojih igrač ali dobrin, ki jih imajo. Je pa tudi veliko takih, ki če družina deluje složno skozi vse leto, če oni že nasplošno živijo umirjeno, skromno življenje, so zadovoljni tudi s takšnimi stvarmi, kot sem prej naštel, da se družijo, da so skupaj, da nekaj skupaj ustvarijo, da imajo drug za drugega prijazno besedo. Skratka, vse to, kar se pravzaprav ne da kupiti. Točno tako. To je največ vredno, ne? In vedno bolj se mi zdi, da se bo moralo to vračati, ne? Kajti, če gledamo ves ta tehnološki napredek, vse je lepo, da imajo otroci vse to, ampak ni pa nujno, da imajo. Mi se zdi, da bi bilo primerno, če se vrnem na tiste 3 dobre može, na nas 3, ne, da bi se dogovarjali ravno v tem smislu, da otrokom ponudimo več tistega, kar jim bo prinašalo notranje zadovoljstvo, notranji mir, kot pa to, kar čez nekaj časa le odložijo in pozabijo na tisto in potem se kopiči, pa ne vejo, kaj bi s tem. Mogoče bi naredili tudi kakšno izmenjavo. Ne vem, meni se zelo dobro zdijo določene aktivnosti, ki jih izvaja stara šola. Zakaj ne bi neke igrače, darila prinašali, pa potem kdo bi potreboval, bi lahko vzel. Mi smo včasih to že delali, tako da vem, da bi se dalo tudi zdaj tako narediti. Posebej pa, če bi to predlagal takšen vplival mož, ko ste vi sami, a ne? Ja, upam, da bi zaleglo. Ja. Zanima me tudi, ali ste v tem času, ko ste toliko pisem prebrali in toliko otrok obdarili, seveda tudi marsikaj zanimivega doživeli, se vam je pripetila kakšna anekdota ali kakšna posebej zanimiva zadeva na prireditvah, ko obiščete najmlajše? Na prireditvah je tako, ne, da veste, na svoji poti na prireditev doživljam marsikaj, ne. Tako da lahko povem anekdoto, ne, ko sem obiskal eno šolo v naši občini, sem zaključil s prireditvijo, resnično se mi je mudilo na drugo šolo, ker so me otroci nestrpno pričakovali. Ampak pridem do zapore ceste, ker so ravno asfaltirali. Čudno je bilo, da je že v tem času, da so še asfaltirali, ampak verjetno so lovili zadnji rok. In nekaj časa prav nestrpno čakam, pogledujem na uro in potem pa le mi ni dalo miru, sem odprl vrata, bil sem z avtom in pravim, no, vaščani, lepo, da vam je dedek Mraz prinesel asfalt, ampak meni se pa zelo mudi, pa lepo prosim, če mi lahko pomagate, da pridem mimo. Tako da sem potem uspel tudi jih nagovoriti, seveda. Bilo je kar nekaj smeha, ampak zanimiva dogodivščina. In takih je bilo še kar nekaj. Vam ni dolg čas. Ne, to pa nikoli. Kako se počutite v dneh po decembru? Danes smo 1. januarja, malce se bo stanje počasi začelo umirjati, vsi bomo šli nazaj v tiste svoje ustaljene stare tirnice, v delovna okolja, praznični čas bomo za trenutke odložili, vse do velike noči, ko bo zopet malce bolj slavnostno. In v tem času verjetno malce morate poskrbeti tudi za to, da si opomorete od napornega meseca. Seveda na začetku takoj bom moral najprej si urediti svoje misli, urediti neke spomine, da si to malce, bi rekel, po predalčkam uredim. Potem zopet, tako kot smo se prej pogovarjali, bo potrebno nekaj časa nameniti tudi urejanju likovnih del teh otrok. Marsikdo je že izrazil kakšno željo, tudi v tistem delu sem rekel, tudi to bo potrebno že kar narediti kakšen seznam, da se potem ne pozabi, kajti če odložiš za nekaj časa stvari na stran, se hitro zgodi v teh letih, da pozabiš. Torej bom imel še kar nekaj dela, vendar ne več takšnega, da bi me časovno obremenjevalo. Kajti najhujše obremenitev je to, da moraš iti na pot, da si vezan na določen čas. Seveda pa moram reči, da tisti žar, tista iskrica v očeh teh otrok odtehta ves ta napor.
Ampak sedaj ste omenili bolj ta vsebinski del vašega počitka in priprav potem na naslednje leto. Kaj pa fizično? Tudi hoditi toliko na prireditve, toliko otrok obdariti, toliko otrok posaditi na svoja kolena, ki so verjetno že malce tudi obrabljena pri tej starosti. A greste kam v toplice potem? Rusija je mrzla, ti kraji so malce bolj topli, a si privoščite potem v vmesnem času do naslednjih praznikov kakšno bolj sprostitev tudi za telo? Absolutno mora biti to. Kajti prva stvar je v tem, da tisto notranje bogatstvo, ki ga dobivam s temi iskricami v očeh, kot sem rekel, je en vir neke rehabilitacije, če tako rečem. Fizično je pa seveda potrebno ponovno dobiti moč. Seveda, takrat, ko grem v toplice, se ne pojavim kot dedek Mraz, ampak vedo pa nekateri, da sem prišel in so mi tudi naklonjeni. Pa sicer zdravstveno dobro stojite pri teh letih, pa pri toliko opravljenem delu, ki je že za vami? Moram reči, da razen očal, ki jih potrebujem, še kar gre. Tudi kolena sicer so večkrat obremenjena, ampak še kar zdržijo, tudi težo kot kakšne odrasle osebe. A tudi odrasli skočijo k vam v naročje kdaj? Zelo veliko je takih. Marsikdaj nekdo reče, veš, dedek Mraz, ko sem bil pa jaz majhen, te pa ni bilo, lahko sedaj, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Tudi velikim otrokom je potrebno ustrešiti. Vi ste sinonim za dobro, za pozitivno, za obdarovanje, za, tako kot ste sami rekli, za vzbujanje teh iskric v očeh, ne samo otrok, pač pa tudi odraslih. A se kdaj zgodi, da vam pride kakšna solzica ali sreče ali pa tudi žalosti? Prevečkrat. Vsa ta pisma, ki jih prejemam, določena me navdajajo resnično z velikim veseljem, določena me pa postavijo zelo tak težak, neprijeten položaj. Zelo težko je ustreči vsem. Prej sem rekel, zdravje je neka taka dobrina, vrednota, ki jo cenimo šele takrat, ko izgubimo. In moram reči, da ko prebiram vsa ta pisma, ko vidim, da si nek otrok v bolnišnici želi vsaj kakšen obisk, in tu moram reči pa, da zelo podpiram Rdeče noske. Rdeči noski so tisti, ki, če sem jaz samo na koncu leta, oni lahko čez celo leto poskrbijo, da so tisti najmlajši, ki jim je že tako odvzeto tisto praznično vzdušje v bolnišnicah ali v kakšnih domovih, da imajo le nek občutek, da nismo vsi pozabili na njih, da imajo nekoga, ki skrbi za njih in jih je pripravljen tudi razvedriti skozi celo leto. Tako da tu bi kar pozval še tudi gledalce, da podpirajo takšne aktivnosti, kot so Rdeči noski in pa podobni, ki se z dobrimi nameni odzovejo. Tu predvsem tudi Zveza prijateljev mladine. Kako neprijetno je, ko vidiš, da v takšni deželi, ki ima vse od gora do morja, določeni otroci nič od tega še niso videli, da ne znajo smučati, da si ne morejo privoščiti vsaj dneva na morju. Zato tudi podpiram vse aktivnosti Zveze prijateljev mladine, ki so usmerjene v to smer. Bi lahko dejansko rekla konec koncev, da želje, ki jih vi nosite v svojem srcu, niso želje za vas osebno, ampak so želje za otroke, ki potem s tem, ko se želje uresničijo, tudi vas osrečijo. Točno tako. Mislim, da moramo biti odrasli včasih, moramo imeti nek občutek empatije, da se vživimo v svet otrok, da poskušamo začutiti njihov utrip, kajti marsikdaj so njihove stiske lahko hitro rešljive. Samo če jih pravočasno zaznamo, začutimo in pa seveda tudi odpravimo. To se mi zdi, da je zelo nujno, ker potem takšni otroci bodo potem manj usmerjeni v materializem in bodo tisto dobro, ki ga bodo sami deležni, tudi z dobrim vračali, torej od srca k srcu. A se kdaj zgodi, da kakšen otrok izrazi željo, ki ni želja zanj, ampak je želja za njegovega bližnjega, za njegove starše, za njegovo bratca, sestrico, da dejansko otrok pozabi v narekovajih za svoje potrebe in se osredotoči na to, kako bi pomagal ali kako bi osrečil nekoga drugega, ter na ta način dobil neko dodano vrednost? Seveda, tudi
tudi takšni so in ni jih malo, čeprav imamo občutek, da so otroci razvajeni, da samo nekaj jamrajo, da so prepolni določenih želja, ki ne izhajajo iz potreb in podobnega. So tudi takšni, ki pa začutijo tisto potrebo, da poskrbijo za nekoga, ki nečesa nima, pa si to želi, on pa ima. Ali so to njegovi bližnji. Veliko je tudi takšnih, vidim v šolah, kar si drugemu sami so pripravljeni pomagati. Vprašajo, ali a še kaj rabiš, ti lahko pomagam, ali ti kaj prinesem, ali ti lahko kaj dam. Vse je seveda odvisno od tistega, v kakšni družini takšen otrok živi, kako ga družina pripravi na to in pa seveda, kako potem odrasli znamo to spodbuditi. Povejte mi, glede na to, da toliko obiskov, ki jih sami izvedete, je povezanih s prireditvami, z nastopi, s kakšno gledališko predstavo v krajški obliki, preden se vi pojavite in otroke obdarite, koliko pa dejansko hodite po domovih, da zvečer, ko se luči ugasnejo, ko samo še svetloba na smrekici daje nek tak medel sijaj, se prikradete v kakšno dnevno sobo in tam odložite darilo. Je tega več ali manj? Tega je vedno manj. Lahko rečem kar na srečo, kajti težko bi bilo ustreči vsem, zato se pač dogovarjam z društvi prijateljev mladine. Sedaj recimo se pogovarjamo tudi za obisk Sončka, pa v otroški oddelek v bolnišnici, tudi pričakuje moj obisk. In seveda zdaj, če želiš vsem ustreči, potem ne moreš, je pa ravno vsakemu posebej domov. Mi povabimo vse otroke, potem na podlagi vabila, ki ga oddajo, vidimo, kdo pa le ni bil prisoten, no takšnemu pa seveda tudi poskušamo pričarati ta praznični pridih decembra. A vas kaj pričaka, ko pridete? Ker otroci dobro vedo, kdaj je božični večer, kdaj je večer pred Miklavževim prihodom in tudi kdaj je večer, preden dedek Mraz prinese darilo, če so si ga seveda zaslužili. A pustijo kakšno sladkost za vas, v smislu, bo dedek Mraz se malce okrepčal, pa bo potem boljše volje šel naprej? Z velikim veseljem posežem po vsakih taki dobroti, sicer potem moram to skozi celo leto malce skozi skrb za lastno telo znižati, oziroma telesno težo, mislim, ne? Ampak sem pa vesel vseh teh dobrot. In jih je kar nekaj, ker seveda običajno pridem po božiču in ko se ljudje pripravljajo na božični praznik, je miza polna dobrot. In marsikaj ostane, ali je pa celo pripravljeno namerno zame. No, in tega se verjetno posebej razveselite. Seveda. Imate kdaj občutek, da otroci katerega od vas, treh dobrih mož, imajo prav posebej izrazito raje kot preostala dva? Ali ste enakomerno s to ljubeznijo obdani? Težko bi rekel, da posebej, da bi kdo izstopal. Mislim, da se veselijo vseh, ravno zaradi tega, ker pričakujejo darilo. Torej, darilo je tisti motiv, ki ga potem prenesejo na osebo, ki prenese to darilo, tako da mislim, da nekega posebnega občutka, da bi bil kdo izmed nas bolj priljubljen, nimam. Vsi delate dobro delo, vsi razveseljujete otroke in odrasle in vseh vas treh smo vsi veseli, kaj ne? No, me veseli, da je tako, seveda, tudi to je naš osnovni namen. No in preden bi se nama čas prav zares iztekel in seveda boste šli na vaš zaslužen počitek, ki ste ga deležni sedaj po zaključku decembrskega časa, bi mogoče še sami povedali, kakšna je vaša univerzalna želja, da se izpolni za vse nas? Za krajane vseh posavskih občin, Bistrice ob Sotli, Kostanjevice na Krki, Brežic, Sevnice, Krškega, Radeč, pa tudi vseh ostalih krajev po Sloveniji, ki bodo morda gledalci gledali to oddajo in bodo vaše dobre želje tudi slišali in jih mogoče poskušali uresničiti delno sami, delno pa z vašo pomočjo. Poglejte, mogoče bom zvenel klišejsko, ne? Ampak že tako slišim drugemu vedno zaželimo srečo, zdravje, mir, ljubezen in tudi sam mislim, da je to tisto, kar potrebujemo. Nažalost, sem že rekel, uresničitev tega ni vedno v rokah dobrih mož. Marsikdaj moramo sami poskrbeti za to. Skrb za zdravje je pač neka temeljna dolžnost vsakega. Bi pa želel, da bi bilo več medsebojnega sodelovanja, več nekih prijateljskih vezi, druženja,
opažam, da Posavje je bilo včasih zelo, zelo znano po različnih prireditvah, ki so povezovali vse te občane različnih občin. Tudi, če vemo, da je bila občina Krško takrat enovita, zdaj Kostanjevica, ampak takrat tega ni bilo čutiti in tudi danes mislim, da se ne čuti. In ko smo se družili vseh posavskih občin, seveda je bilo res čutiti tisto pristno druženje, ki se je potem kazalo tudi na različnih prireditvah, ki so organizirale različna društva. In tam pa lahko seveda rečemo, pa naj bo tisto tovariška toplina ali prijateljstvo, kakšen stisk roke, objem, tako da začutiš, da nisi sam, tisto, kar bo, mislim, da vsem nam, prebivalcem Posavja, koristilo. In upam, da bojo vse te želje, ki ste jih sedaj izpostavili, vse te malenkosti, ki pa pravzaprav niso malenkosti, štejejo zelo veliko, stisk rok, objem, pogled, poljub, bližina sočloveka, čut za prepoznavanje stiske in tudi sposobnost, da znamo pomagati. Da bo vse to v vsakemu vsaj malo tlelo in da bodo lahko dejansko ljudje en z drugim lepše zaživeli v smislu sopomoči. Upamo, da bo tako. Hvala lepa, gospod Dedek Mraz, da ste si vzeli čas po vašem napornem mesecu, ki je bil za vami, in da ste tule podelili z mano te trenutke iz vašega življenja, da sva tudi gledalcem malce približala, kaj vse Dedek Mraz počne, kaj vse doživi, kaj vse na svojih poteh sreča. In upam, da bo vaša rehabilitacija tako miselna kot tudi telesna uspešna, da boste lahko v decembru, ki bo prišel konec leta, do tam je še kar daleč, da bo uspešna in da boste seveda polni moči in dobre volje znova razveseljevali vse naokrog. Najlepša hvala in upam, da se še kdaj vidimo. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, upam, da vam je bilo prijetno tudi to urico v naši družbi v oddaji Ozadja, ko smo gostili zadnjega izmed 3 dobrih mož, gospoda Dedka Mraza, ki pa bo seveda sedaj šel na zaslužen počitek, da bo lahko konec leta znova razveseljeval vse okrog. Ker pa praznični čas še ni povsem zaključen, bodite z nami znova čez teden dni, 8. januarja, ko bodo z nami pevci, ki prepevajo v duhu koledovanja in prihajajo iz Orehovca, iz Kostanjevice na Krki. Znova bo zanimivo, še vedno praznično, zato nikar ne zamudite znova oddaje čez teden dni. Do takrat pa imejte se lepo, imejte se radi in naj bo vsak dan nekaj posebnega. Lahko noč!